Gospod Jezus, pridi nam na pomoč in nam pomagaj najti svoj Božič. Ukradli so nam ga, tvoj Božič, Jezus. Že oktobra so nabasali trgovine z jelkami in lučkami, posladkanimi in kičastimi angelčki ter figuricami vseh vrst, Miklavži in parklji, božički in dedki mrazi. Svetovne trgovske korporacije brez vesti in brez sočutja do Božiča in njegovega sporočila, da si se rodil v bedi betlehemskega hleva, Jezus, hočejo mastno zaslužiti na tvoj račun. Purani, pite, kolači in sladkarije, mesovje v neštetih tonah, vse sorte vina in šampanjcev romajo v veselem decembru na krožnike in v kozarce človeške nenasitnosti. Na smučiščih in v toplicah na obali in po hotelih, v zabaviščih in na plesiščih posod kričijo, plešejo in tudi grešijo, vse v imenu Božiča. Glavni nisi ti, Jezus, ampak neki čudaški božiček, ki z jelenčki poplesava po zraku in skozi dimnik spušča darove. Tvoj evangelij, Jezus, ki govori o tvojem rojstvu, so zamenjali s pravljico o Božičku, ki ga v resnici sploh ni, ampak mora biti, zato da tebe ne bi bilo, Jezus. Dragi Jezus, če misliš tudi še letos iz nebes prodreti skozi to zmešano, kaotično, božično norenje in poplesavanje, ter nas kljub vsemu poiskati, potem te lepo prosim, da vsaj za tiste, ki bi si želeli normalno in človeško praznovati Božič, ponovno prineseš svoj pravi Božič. Radi bi doživeli tvoje rojstvo kot radost, da si prišel med nas in da ostajaš z nami. Radi bi to radost podelili z drugimi, ki so miroljubni, krotki in iz srca ponižni. Jezus, ob prazniku tvojega rojstva nimamo dosti zahtev. Samo pomagaj nam najti svoj Božič. Pomagaj nam najti nas same, ker so z Božičem ukradli tudi naše duše in našo vero vate, Jezus. Usmili se nas, Jezus, pridi med nas, Jezus. Ne zapusti nas, Jezus. Vam, dragi prijatelji, želim, da bi našli Božič Jezusovega rojstva. Naj vas novorojeni Gospod okrepi v duši z upanjem in radostjo, da je On Gospod vseh časov in naše večnosti. V tej gotovosti, ki nam jo daje vera, skupaj stopimo v novo leto 2018, ki naj bo tudi za vas blagoslovljeno, mirno in varno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, v veselju ponovno obhajamo Božič, prihod našega odrešenja. Obhajamo srečni dan, ko je Bog, večni in neizmerni, stopil med nas v naš kratki, minljivi zemeljski dan. Nas je vzel človeško usodo in se skrivnostno povezal za vsakim izmed nas pesmijo, ki povezuje nebo in zemljo. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Vabim vas, da se pridružimo tej pesmi. Ta pesem je za vsakega moškega in žensko, ki upa v boljši svet, ki skrbi za druge, da bi vsak od nas dal slavo Bogu, zlasti svojim življenjem ljubezni. Ker naša človeška ljubezen
ni absolutna in jo ogrožata greh in smrt, človek potrebuje večno ljubezen, ki bo vzdržala v vseh življenjskih razmerah. Taka večna ljubezen je samo Bog, ki se je v Jezusu Kristusu sklonil k človeku. Zato je njegovo rojstvo zagotovilo vsem in vsakomor, da z njim lahko zaživi in se v ljubezni podarja drugim. Sovraštvo in maščevanje, spori in delitve scefrajo in ranijo toliko življenj. Preveč je tega, da bi si v božičnem sporočilo, ki se navzven tako globoko dotakne slehernega srca, še naprej zatiskali oči in ne bi pogumno stopili na pot božičnega miru. Vsa neravnovesja, zaradi katerih trpi sedanji svet, so povezana s tistim temeljnim neravnovesjem, ki ima korenine v človekovem srcu. Tukaj se začenjata mir in vojna, ljubezen in sovraštvo, življenje in smrt. Prav božična skrivnost ljudem že skozi 2000 let daje pogum, ki razširja srce. Na Božič, razsvetljen od evangeljskega upanja, kličem božični dar veselja in miru za vse, za otroke in ostarele, za mlade in družine, za uboge in obrobne. Jezus, ki se je rodil za nas, naj potolaži vse preizkušane v bolezni in trpljenju. Naj podpira tiste, ki se posvečajo služenju najbolj potrebnim. Rojstvo Božjega Sina je tista garancija življenja, zaradi katere lahko brez strahu načrtujemo za jutri in se pogumno podamo naproti novemu letu. V pomoč naj nam bo izpoved Martina Lutra, ki je dejal: če se nam ne bo izpolnilo to, kar si želimo, se bo izpolnilo tisto, kar bo še bolje od tega. Blagoslovljen Božič vsem. Naj nas beseda miru in rešitve spremlja vsak trenutek našega življenja v milosti polnem letu 2018. Božič je tu. Noben čas v letu ni tako čaroben in prijeten kot Božič. Razveseljuje vse ljudi, od otrok pa do najstarejših. Darila so tisto, kar nas posebej navdušuje, a se razlog za resnično veselje, ki ga prinaša, pravzaprav skriva v ozadju božične zgodbe. Pred približno 2000 leti je bil rojen Jezus. Na pogled nebogljen dojenček, a je pravzaprav postal upanje vsem, ki so ga sprejeli kot takšnega, kar je res bil. Sveto pismo pravi: resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Zakaj je to za nas danes pomembno in kaj pravzaprav pomeni? Drugje beremo, da so takrat ljudje živeli v temi. Takole pravi en drugi tekst: ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Teme ljudje po naravi nikakor ne maramo in obstaja vrsta znanstvenih študij z ugotovitvami, kako tema slabo vpliva na ljudi. Povzroča nervozo, pravijo. Ugotovitve pravijo, da spodbuja neiskreno, neodkrito obnašanje, celo laganje, spodbuja sebičnost, nemoralnost, povzroča visok stres, povzroča strah, ki človeka lahko ohromi, vodi do pomanjkanja diha, do tresenja, odmaknjenosti od realnosti, tudi nas lahko vrže v depresijo. Tema slabo vpliva na nas. Kaj šele, ko je mračnost pravzaprav v naših srcih. Takratni ljudje so se spoprijemali s podobno temo,
kot ljudje danes. In Sveto pismo ne govori pravzaprav o naravni temi in noči, ampak govori o stanju naših src. In kaj je tvoja tema danes? Takrat, kot tudi danes, ljudje so se soočali z različnimi strahovi. Strah za preživetje, mogoče težko finančno stanje, ne veš, kaj bo naslednji mesec prinesel. Strah zaradi bolezni, zdravnik je dal slabo diagnozo in ne veš, kako se s tem soočati. Negotova prihodnost, izguba službe, konflikt v družini z bližnjim, vse to nas nekako vrže v ta občutek nemoči. Nepremagljiva žalost in razočaranje se velikokrat loteva ljudi. Vse to nas vodi v obup. In če potegneš črto, rečeš samo še, da to ni več življenje, kakršno bi moralo biti. Slišal si, kako so se drugi borili s podobnimi stvarmi in nikakor nisi mogel verjeti, da bi se kaj takšnega lahko zgodilo v tebi. Danes se mogoče sprašuješ, ali obstaja rešitev za to temo. In sedaj smo v božičnem času. Božič je tu zato. Božič je praznik luči. Obstaja nekdo, ki daje upanje, moč, ljubezen, celi rane in ozdravlja bolezni. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Luč je zasvetila v temo. Luč, ki zbuja radost in daje novo priložnost. In to je to. Bog je poslal rešitev svojega Sina Jezusa Kristusa. On je ta luč, ki lahko razsvetli prav vsako življenje. Ko se zjutraj pokaže sonce, vsak delček teme mora v trenutku izginiti. S čimerkoli se soočaš, obstaja luč, ki lahko to tvojo notranjo temo odstrani iz tvojega življenja. In tu je več kot le samo dejstvo, kaj ta luč lahko naredi. Sveto pismo nam pravi, da je v tej luči bilo življenje. In življenje je pravzaprav ta resnična luč nam, ljudem. Jezus je prišel, da postane realnost naših življenj, da nam vrne življenje, za kakršno smo bili ustvarjeni. Prinaša radost, prinaša ozdravljenje, osvobodite od vseh vezi, od vseh strahov, daje modrost, daje razumnost za dobre odločitve v življenju. Vsak ima svoje izzive, toda Jezus je odgovor na vsako edinstveno situacijo. Želim si, da bi ta luč sijala prav v vsakem od nas. Le tako bomo dosegli mir v naših domovih, v vseh mestih in pokrajinah. Potrebno je le to, da Jezusa Kristusa povabimo v svoje življenje. Samo eden je ta, ki te lahko resnično oživi, in to je Jezus Kristus. On je ta luč, on je to življenje. Postavi ga na prvo mesto v svojem življenju. Božič nosi torej to preprosto sporočilo o tej luči. Jezus je luč življenja. In takole pravi, kdorkoli bo imel njega, ne bo hodil v temi, ampak bo imel luč življenja. In to je Božič. Božja ljubezen za vsakega, da vrne življenje, veselje, mir, spravo, upanje in smisel življenja. Darila, hrana, pijača in tako dalje so prijeten del Božiča. Toda ljudje potrebujemo nekaj drugega, pravzaprav veliko več. Odgovor je Jezus. Prišel je za tebe in mene. Takole beremo v Svetem pismu. Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan, oblast je na njegovih ramah, imenuje se Čudoviti, Svetovalec, Močni Bog, Večni Oče in Knez miru. Vse to želi on biti za tebe. In to je sporočilo Božiča. S tem povabilom, da ta Božič postane nekaj več v tvojem življenju, ti želim vesel Božič in obilje miru v novem letu.